zidovi, meglice. Gremo snemati EVP. Pa bomo naredili kakšen EMF. Dve sobi, ker se noter nekaj dogaja, kar smo že enkrat testirali, ljudje govorijo o teh zadevah, tako da načpičemo na ur, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Smo na Urhu, kjer je nekoč stala benžnerija, kasneje tudi močilnica. Kakor vidimo, tlele tabla pove vse. Veliko prostorov je noter v tej močilnici, ki so zelo temni, temačni. V teh prostorih bomo tudi naredili EVP, nočne posnetke in pa EMF, elektromagnetne valovanja. Tle noter so ljudi mučili, kjer je tudi kri špricala na stene. In zato so jih tudi večkrat prebelili, da so zakrili sledove krvi. Najboljš, da povemo, kaj je v zgodovini Urha, kaj se je resnično dogajalo tukaj. Med drugo svetovno vojno je bila na Svetem Urhu domobranska postojanka, znana predvsem po mučenju in ubijanju partizanov. O tamkajšnjih grozodejstvih priča tudi v Ljubljani pogosto izrečeno svarilo med vojno: pazi se, drugače te bodo odpeljali na Urha. Najzloglasnejši mučitelj je bil pripadnik rimskokatoliške cerkve, župnik Peter Križaj, ki so ga po vojni obsodili na smrt z obešanjem. V bližini cerkve je grobnica, kjer ležijo posmrtni ostanki 123 žrtev. Mučilnica pa naj bi bila spremenjena v muzej že pred 5 leti, a zanimivo, še do sedaj ostaja nedotaknjena. Dober dan želim, gospod. Vi kaj poznate Urh? Ja, poznam, da že en čas so slišal grozote, ki so se dogajale tu gor. In me to so zelo zgrožen, da v posvečenem kraju je bilo praktično morišče, mučilnice in tako naprej, in da ljudje hodijo zdaj tu noter molt, ki je bilo dejansko morišče njihovo. Pa vi veste mogoče, kdo je bil glavni, ki je pobil ljudi tukaj? Ne, to pa ne poznam. Ne poznam. Vam jaz povem. Župnik? Veste to? Ne, nisem vedel to. Nisem vedel. Vem pa, da so bili eni od teh verjetno, kar ne bi dovolili cerkve za te namene. Grde pole. To pa res, ja. Ja, tlele je bilo ubitih 123 ljudi, koga jaz sem slišal. In tudi zgodovina prav tako. To veste? Za število ne vem, se pogovoril kratkem z domačini, moji vrstniki, ki so bili takrat otroci, kot jaz med vojno, in so slišali po noči krik mučenih iz te sosednje vasi. No tako, in prišli smo do opreme, kaj rabimo za raziskovanje paranormalnih pojavov. Tukaj, kakor vidimo, imamo baterijo 12-voltno, s katero napajamo IR lampo. Kakor jo vidimo, je tlele, ima 43 LED diodic, s katerimi si pomagamo nočno snemanje. Imamo razne lučke, lampe, da si razsvetlimo prostor, če gremo po noč. Za paranormalne pojave oziroma zvoke uporabljamo diktafončke, kateri so zelo občutljivi in pa imajo take frekvence, da jih samo oni zaznajo. Imamo kamero, s katero snemamo po noč,
IR kamero, s katero tudi naš tehnik tukaj upravlja. To bomo pol pokazali. Kaj če mi reči drugega, imamo ampermeter, s katerim merimo določene stvari, če se nam pokvarijo oziroma kaj takega, če se kaj zgodi. Jaz mislim, da gremo noter v močilnico na Svetem Murhu, kjer so se dogajale grozne stvari, kakor je tudi gospod prej nam povedal. Pa najbolj, da gremo kar v akcijo, da vidite, kako to zgleda. Pojmo v močilnico. Smo pred vhodom v močilnico, kjer so žrtve preživele več dni, preden so jih usmrtili. To je tukaj noter, za temi rešetkami, kakor vidimo, so zaklenjena. Si vi predstavljate, kakšen adrenalin je bil v telesu, kateri ljudje so čakali na smrt? Največkrat so jih morilci že po nekaj urah odgnali v smrt. To je res strašno. Pojmo noter rajš posnet. EVP in pa da probamo dobiti kakšne dokaze o tem, ali je kaj na tem, o paranormalnih zadevah. Prišli smo v močilnico, kjer so se dogajale grozne stvari. Prostor je turoben, temačen, kakor vidite. Tukaj so ljudje čakali na svoj zadnji dan, zadnjo uro, zadnjo sekundo. Tukaj v tem prostoru bomo naredili par posnetkov, nekaj EVP posnetkov. Probali bomo stopiti v stik s samimi ljudmi, ki so tukaj noter bili. Pa pojmo kar na snemanje. Kakor vidite, zdajle smo na nočnem snemanju. Pa pojmo kar v akcijo. Z vami pa Slovenija Ghost Team. Če kdo hoče z nama komunicirati, so tukaj na razpolago. Pejti stene v steno. Ok, zdaj smo prišli v naš studio, kjer pač posnetke iz terena analiziramo, tako zvočne kot video posnetke. In najprej se bova obrnila na tale pok, ki ste ga slišali, ko je kolega rekel, da naj stop duša čez steno, ne? Iz stene v steno. Iz stene v steno, ne? Ja. Ja, v bistvu sva dolgo časa mislila, da je to res en tak zelo zanimiv zvok, ne? V bistvu takoj po tistem tega ni videti, sva midva... Sva skočila gor, Sva... po stopnicah gor in sva šla pogledati, če kakšen avto slučajno zaprl vrata ali pa... Če je bilo karkoli takega, izvor tega zvoka, sva pač iskala in nama ni bilo jasno, no. Bilo je pa slišati zelo čuden, ker je bil dosti blizu zvok, ampak nisva mogla, no, nekako dojeti, s kje bi to prihajalo. Sva letela gor, ni bilo nič žive duše odzunaj zvok, tako da sva mislila kar je lep cajt, da je to nekaj pristanga, ne. In pol smo itak... Ampak ne,
Sva s časoma pa tudi dojela, da je ta zvok povzročil en avto. Ki ga en sosed popravlja tam zraven mašilnice. In je pač zaprl havbo in to je bilo to, ne. Tako da ta zvok je ovržen. Ok, busted, je. Povejte nam kaj. Mir z vami, z vsemi, kjer ste trpeli. Zanimiv je tudi tale video posnetek, ki ste ga zdaj videli, tega orba, ki leti, ne, od Naja v drugo sobo, ne. Mimo kamere. Mimo kamere. Zdaj ne vemo, a je to kakšna veša bila, ali je bila kakšna živalca majhna, jaz ne vem. Stvar je zelo zanimiva zato, ne, ker v bistvu med tem prostorom, kjer sva bila midva, pa med drugim prostorom je stena, ne. V bistvu je tam stena in ta zadeva je letela iz stene proti kamere, ne. In v drugo sobo, kjer je tudi stena, ne, povezana. To se prav vidi, Ja. na posnetku se prav lepo vidi. Ja, tako da dejansko ta stvar je čudna, ne. Lahko je to neka vešča žuželka, možno je, ampak stvar je še vedno zanimiva, ne, ker je vmes stena. Presodite sami, Presodite sami. kaj bi lahko to bilo. Ja. Naredila sva okrog 100 slik sva naredila, ne. In to ponavadi zmeraj po tem sessionu, ki je aktivnost baje takrat največja teh energij, sva pač s flešom poslikala, kar se je dalo v tem učilnici. In prišla sva na to sliko. Ja, slika je bila zanimiva, v bistvu je bila edina od vseh teh slik, ki je bila malo bolj ekstra. Na njej so vidni 3 orbi, no. 3 krogci. 3 krogci, tako da spet nekateri pravijo, da so to delci prahu, karkoli tacga, no. Kakor je bilo na netu rečeno, so orbi dosti različni, zdaj, kam se te uvrščajo, ne vem, presodite sami, naj pa bi bili to orbi, ne, kakor smo že prej razložili. Ja. Različnih barv, ne. Ni samo v eni barvi, ampak je več različnih barv. Tako da, a je to prah, a je to zgoščena gmota mase neke energije, Ja. presodite sami. Je v tem prostoru, sedaj tukaj z nama, kakšna duša, ki želi komunicirati. Daj nam en namig, da ste res tukaj. Prosim, dajte nam en namig. No, ta posnetek je pa tudi zelo zanimiv, ker je pa v bistvu po tem vprašanju se pojavlja na krivulji neka taka zelo zanimiva bas linija, ne. In v ozadju s filtracijo in ojačanjem se je pa slišalo dosti teh nekih krikov, ne. Kot enih krikov, ječanje. Prav veliko krikov je bilo. Tudi dosti razločna je zadeva, tako da to je pa tudi en EVP, no, v narekovajih, katerega izvora nisva našla, kaj bi lahko bilo, no. Tako da spet presojo vam, ne. Najboljš, da presodite sami, to je ta posnetek, a ne. Kako ti je ime? Kako je mojemu kolegu tle ime? Sem jaz vprašal, kako je ime mojemu prijatelju zraven mene, ki sem čepela po tleh. In na posnetku se sicer zelo nerazločno se sliši, ampak če smo ojačali ta signal, se je slišal Tomaž.
Nekako tako se slišal kot Jaz sem ta posnetek sicer dosti nerazločno slišal. No. Problem je v tem, da slišimo ponovadi tisto, kar hočemo. Ne? In ta posnetek je bil meni malo preveč nerazločen, nejasen, da bi lahko potrdil, da je to prav bila beseda Tomaž, ampak okej, morda. Kako ste se počutili, ko so vas tukaj mučali? No evo, smo prišli do konca. Za zaključek naj poveva, da še enkrat midva nisva tukaj, da vam prodajava dušce. Midva so tukaj zato, ker iščeva resnico. Stvar, ki ste jo videli, izgleda mogoče malo dolgočasna. To pa zato, ker je stvar realna. Ne izgleda tako, kakor nekako ameriške produkcije raznih dokumentarcev te sorte, kjer stvar pumpajo samo z enim razlogom, zato da strašijo vas. Tukaj je stvar realna, ne, in tudi mogoče na čase malo dolgočasna. V večini primerov na takmu dogajanju se ne zgodi nič. Ne. To potem šele naknadno v studiu nekako vidimo, kar se tiče, pa slišimo, kar se tiče glasov, če smo kaj ujeli ali nismo. Ne. V večini primerov pa stvar ni akcijska. Kot zaključek lahko rečemo, da na Urhu ni. Težko bi rekel, da na Urhu se nič ne dogaja, težko bi pa rekel tudi, da smo ujeli nekaj otipljivega, da bi lahko rekel, na Urhu straši. Ne. Težko je reči, ne, težko je reči. 3-krat sva bila gor, vse skupaj ene 3-4 ure snemanja samega, tako da težko je reči, ne. Zato pa tudi mogoče za zaključek, konec koncev povabilo, ne, vsem tistim, ki mogoče veste za kakšen prostor, kraj, hišo, gozd, karkoli, ker po vašem mnenju straši. Ne. Midva prideva Midva prideva tja, z veseljem, k vam, dokumentiramo, posnamemo, se pogovorimo, pa da delimo za vso Slovenijo, kaj se dogaja. z celotno Slovenijo to pokažemo. Pa tudi tisti mogoče, ki bi radi sodelovali z nama, na kakršenkoli način pomagali, pridružite se nama in se vidimo v naslednji epizodi, ki bo pa še boljša kot ta. še boljša in še bolj strašna. Gremo nekam, kjer pa je pa, da se res dogaja in da nas bojo prepričali. Tako, upajmo. Pokličite, pišite nam. Čau. Pa z vami Slovenija Ghosting. Ghosting.